Spoštovani gospod Šarec, za vas imam naslednje vprašanje. V javnosti vas poznajo kot gospoda Serpentinška, ki je marsikaj povedal o ženskah. Sedaj vas pa sprašujem, kakšen je vaš resničen odnos do ženskega spola? Popolnoma drugačen. Če gospa ne loči med likom in igralcem, ki ga igra, je to potem njen problem. To je bil lik, ki je želel pokazati, da so v naši družbi tudi takšni ljudje in vsak dan tako razmišljajo. Sam razmišljam popolnoma drugače, tudi v naši listi je v občinskem svetu polovica žensk in tudi na listi za kandidate za občinski svet smo imeli več žensk kot moških. Če bi lahko spremenili ustavo, katere odgovornosti ali pristojnosti bi dodali ali odvzeli predsedniški funkciji, da bi lahko lažje izpolnjevala svoj mandat ljudstvu? Predvsem bi dodelil pooblastilo razpustitve državnega zbora, kadar se ta znajde v krču in poti naprej več ni, potem nekaj več pristojnosti na področju zunanje politike in pa možnost poslati zakon v ustavno presojo pred podpisom, če predsednik meni, da mu vest nalaga, da ta zakon ni zrel za podpis. Skratka, neka pravica veta. Spoštovani gospod Marjan Šarec, vojska je eden izmed temeljev državnosti, ampak ocena naše vojske v sedanjem stanju je zgolj zadostno. Če bi pa prišlo do kakšnih nepričakovanih težav, pa celo nezadostno. Kaj bi vi naredili kot predsednik države, da bi bilo stanje boljše? Kje bi vzeli denar, na katerih področjih, da bi ga dali vojski? Ne samo več denarja, tudi boljša organizacija, boljša logistika, predvsem pa zavedanje, da je Slovenska vojska ena izmed obrambno-varnostnih struktur, za katero smo se odločili, da jo bomo imeli, ker smo resna država in jo moramo tudi spoštovati. Denar je potrebno vzeti iz različnih področij, ne moremo vzeti samo iz enega, proračun je pač velik sistem in potrebno je pogledati, kje se da denar vzeti, kje se da prerazporediti. Kot sem pa rekel, ni vse samo v denarju. Predvsem vrhovni poveljnik, če je ocena tako slaba, je ne sme podati javno, kajti to slabo vpliva na moralo vojske. Vojska je upravičeno razočarana, hkrati pa tako vsem sosedom poveš, da imaš slabo vojsko in je, kot bi rekel, pridite, napadite nas, ker nimamo dobro oborožene vojske. Denar, če je volja, se vedno najde, lahko bi ga našli recimo že takrat, ko smo 5 milijard vrgli v banke, izplen je bil nikakršen, zdaj bi pa banko prodajali po 800 000. Račun je enostaven. Gospod Šarec, bi bil morebiti čas, da bi dela neprofitnih organizacij povsem prevzela država? Kako to, da se imamo za socialno državo, medtem pa invalide, otroke s posebnimi potrebami in odrinjene radi spregledamo na vsakem koraku? Ja, menim, da bi država tukaj morala imeti večjo vlogo pri teh tako imenovanih ranljivih skupinah, ki si same težko pomagajo, in država mora zlasti, če je socialna, skrbeti za tiste najšibkejše člane naše družbe, kajti bogati in razviti si bodo že pomagali sami, imajo dovolj kapitala. Recimo v Kamniku imamo kar nekaj izkušenj tako z ustanovami za otroke s posebnimi potrebami, tako tudi s centrom za rehabilitacijo in pa tudi z združenjem oziroma društvom Sožitje, tako da imamo kar 3 tovrstne organizacije, pa še kakšna se najde. In zagotovo država je recimo pri koncesijah za te organizacije zelo pozorna pri razpisih na pike in vejice in praktično zaradi ene in pike in vejice lahko tako društvo, kot je recimo Sožitje, izgubi svojo koncesijo in potem so ti, ki ga obiskujejo oziroma ki koristijo njegove storitve, se znajdejo na cesti, nihče pa ne ve, kako bi jim pomagal nadalje. Poleg tega tudi ti ljudje do 26. leta starosti je poskrbljeno za njih, potem jih pa pošiljajo v domove upokojencev ali pa v kakšne druge inštitucije, kjer se ti ljudje ne počutijo dobro. Zato mora država kot socialna bolj skrbeti za to, moramo pa predvsem sprejemati človeške zakone. Zakoni naj se pišejo
iz prakse, zakone naj pišejo tisti, ki imajo praktične izkušnje, ki poznajo tudi vse izjeme, ki se lahko pripetijo, kar zakon mogoče ne more predvideti in potem bo boljše, dokler pa pišejo zakone nekateri, ki so bolj teoretiki, pa rešitve ne bo. Gospod Šarec, pri implementaciji arbitražnega sporazuma s Hrvaško pravite, da verjamete v dialog in mednarodno pravo. Kaj boste naredili, če oba odpovesta? Menim, da dialog ne bo nikoli zamrl in da se da z dialogom marsikaj rešiti, dokler smo člani Evropske unije, kajti Evropska unija je vendarle nek garant miru in stabilnosti. Če pa to odpove, potem pa seveda, ko se bom srečal s hrvaško predsednico, je ne bom poljubljal in objemal in usklajeval barve kravate in kostima in ne vem česa, ampak ji bom lepo mirno stisnil roko, povedal, da želim rešitev, da želim spoštovanje mednarodnega prava in tudi hkrati uporabil vse sile, da bi tudi mednarodno skupnost prepričal, da je mednarodno pravo treba spoštovati in nič drugače. Kolikokrat pomislite, gospod Šarec, da vam pravzaprav ni treba pojasnjevati volilnega programa, ker bodo ljudje itak volili za ali proti Ivanu Serpentinšku? Nikoli, ker ta lik je že zdavnaj za menoj. Zdaj sem že 7 let v politiki in s tem likom ne delujem politično, zato me bodo ljudje pač presojali po mojih političnih dejanjih, po mojih stališčih. Seveda pa se tega lika ne sramujem, kajti malo je ljudi v Sloveniji, ki jim je uspelo narediti kakšen tako prepoznaven lik in verjamem, da če bi se danes z njim vrnil na odre, bi imel kar velik uspeh.